Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matic, kakšna oddaja bo danes? Danes bo oddaja, ki jo je naredil Gregor, tako da kar prevzemi besedo. Matic ne ve, v čem bo oddaja, ampak oddaja bo V taroku. Ja, V tarok kartah. v tarok kartah, tako je. Lahko odprem. Lahko, seveda. Ja. Mi se... Slovenski nacionalni šport. Tako. Mi kot kolegi se doskrat dobimo premalkrat, ampak doskrat špilamo tarok, je tako. Je zelo lušten, je zelo fajn. Zdaj bomo pa ene par stvari povedali od taroka, iz kje izhaja, že kaj mogoče veš. Ja, pride iz nemškega prostora, ne? Ne, osnova je Italija. Začetki so v Italiji, ampak se je razširil gor in zdaj trenutno v Italiji praktično ni popularen, ampak je balkane v teh državah severno od nas. Avstrija, Pa v bistvu... Češka, Slovaška, Poljska. Postajo? Ja, sam južen del Poljske, Češka, Slovaška, kar igrajo. Avstrija, večino Avstrija, no. Bavarska, tako. Pa določen del tudi v Romuniji, pa tam, tako da... A pa so iste karte? Ne, to je pa zdaj to, ne, se pravi, začel se je v 15. stoletju v Italiji, so pač prvič predstavili tarok kot, recimo to, ne točen tak. Se pravi, to pomeni, da so v bistvu poleg teh navadnih kart zraven prišli še te taroki, a ne? Da so še te karte, ki so dodatna barva, ali kako bi lahko temu rekel, a ne? Posebne. In tako. Ja, in takrat se je v bistvu ful spremenil. Tarok je takrat spremenil dost način, kako se igra karte, kako se to, in je v bistvu ratal ful popularen svoj cajt, ne? In počasi se je razširil pač na severu v Francijo, v pol Avstrijo, mislim Nemško, pač tukaj. Tako. In potem so v bistvu vsak naredili balkane neko svojo verzijo taroka. Mislim, danes poznamo, imaš francoski tarok, ki je zelo podoben temu taroku, ampak so čisto drugačne karte, ne? Ti nimaš, recimo pri francoskem taroku nimaš ti rimskih številk, ampak imaš normalne številke gor na tarokih. In tudi, ne vem, francoski tarok se igra drugače, ne? Ti imaš v bistvu tudi vse srce od enke do desetke, ne? se pravi, Več kart je, a ne? In tudi v bistvu vedno igraš, mislim, da se da 3, 4 pa 5, nekaj tazga. In ti lahko igraš 1 proti 4, ali pa 2 proti 3, ali pa tako. Pač da je tudi igra za 5, ker je toliko kart, ne? Tako da je pa tako, da imaš pri temu francoskemu taroku drugačne igre, no, pač ti dobiš v bistvu cel talon, a ne, vseh 6 kart iz talona, ne samo 2, ali pa 3, ali pa 1, a ne. Dobiš vseh 6, pa ne poveš igre drugače. Ti balkane, kakor sem jaz razumel, nisem se ful v to, ampak ti ne poveš, koliko močne karte imaš, in pol si neki guard, pa ne vem kva, straža, pa ne vem kaj še vse, in pač v bistvu bolj imaš močne karte, kakor sem jaz razumel, tist, ki zna, pač naj me popravi, ker jaz tega ne znam igrati, pač ti ne poveš, če imaš ful močne karte, dobiš tudi na koncu več točk, če narediš, in ne vem, nekaj. Ne poveš pa... Prav, čakaj, jaz grem igrati. Ja. A se to zmeni, a se gre vsak enkrat igra, ali reče, jaz bom igral? Če ne smeš povedati kart, da imaš močnih. Ja, ne, pač ni logično, da imaš močne karte, če igraš. Ja, ne vem točno. Mogo bi si mogoče malo bolj pozanimati, kako. Se pravi, Francozi neki. Ja. Pač. Se rekel, da bi jih prav iz fore bi kupil te karte, pa bi probal špilati. Tako, da
če bi se Vidiš, naučil. kako to gre. Okay. Ja. Okay. Tako da to, kaj sem pol še hotel reči. Si že slišal za Smrekarjeve karte, Tarok? Ne, no. To so pa v bistvu karte, ki so bile narejene v začetku prve svetovne vojne, tam nek. In to so v bistvu slovenske tarok karte, ker so njemu, temu Smrekarju, so naročili, da naj naredi karte. In na teh tarokih so v bistvu slovenske stvari, zaradi tega, ker... Mislim, da sem že videl slovensko verzijo, se pravi slik, da so taroki neki slovenskimi motivi. Tako. Ampak več kot to se ne spomnim. No, pač on je takrat naredil zaradi tega, ker je bilo to med prvo svetovno, ampak se je to pač takrat vem, da ful razširili in pol so te karte vzeli in niso smeli igrati zaradi tega, ker jim je kao motivacija na fronti padla in gor dol, ampak so še zdaj obstale, tako da se da dobiti in kupiti tudi te karte, tako da... Glede motivacije se lahko vprašaš, a jim je padla, recimo so igrali 4, pa so bili, ne vem, so pisali, pa je bila pa bitka, mater moram preživeti, da karte lahko zmagal pol, ne? Tako, mogoče so narobe. Ok. To, naslednja stvar, ki sem si zamislil, je to, da če si ti že slišal mogoče za to, da obstaja v Sloveniji Tarok Zveza Slovenije. Ne, ampak koliko pomislim, skoraj ko verjamem, da je, ampak če je zveza, predvidevam, da so tekmovanja, tako je. Tudi mednarodna. Ja, tudi neki. Nisem šel toliko globoko ampak videl sem, da obstaja 19 društev Taroka v Sloveniji, ki so na spletni strani od Zveze Taroka registrirani noter. In oni med sabo igrajo in imajo turnirje in to je tako nekje, kolikor sem gledal koledar njihov, ki imajo tako nekje 20 teh turnirjev imajo na let. Tako da na 18, ne vem. Se pravi, vsaki... Skoraj 2krat na mesec, no. Enkrat na mesec sigurno, no. Mogo pa prav pravila poznati, veš, kaj mi igramo, ne vem, dokler se nam da. Tako, Tam je pa verjetno do neke cifre moraš priti. Ja, najverjetno. Imaš drugače drugače sem gledal, imaš ful neke spremembe pravil, spremembe točkovanja. V bistvu na tej strani piše vse, kakšne so pravila, ne. Ne vem, kliknil sem na eno, ki sem tam videl, je bilo, ne vem, od 2018 naprej se tudi, ko igraš ti solo brez, se ti radalci vsem štejejo. Ne vem, kaj prej zgleda se niso. Mi smo zmeri igrali tako, da so se ti štela, ne. Tako da... veš, kako je pri Taroku, ne, saj so neka pravila, ampak vsaka vas ima malo drugačno, ne. Tako. To sem opazil. Ja, je res. Tudi imaš recimo v Taroku imaš eno igro, ki eni igrajo, eni pa ne maramo. Jaz sem eden izmed teh, ki imaš berača, ne? Pa imaš pa pikolo. A si kdaj igral pikolo? Ne, sem pa slišal že. Pač meni to... Kaj pa je pikolo? Tu pa recimo tega... Pikolo je isto kot... da je en od rednih pravil, ampak jaz ga še nikoli nisem igral, niti ne vem. Ne, mi ga ne igramo, pač to za nas ne obstaja, ki mi špilamo, ampak to je igra, ki jo napoveš, da boš nujno isto kot berač, sam boš samo enkrat pobral. Se pravi, moraš enkrat, ne smeš nikoli, ne smeš dvakrat. Se pravi, moraš enkrat. Moraš nujno enkrat pobrati. Tako da... Dobar, zastopam, ker če imaš eno ful, ne vem, če imaš enega škica... pa pol same slabe. Švoh, ne, pač ne moreš berača sploh igrati. Edin, če imaš kohones, pa rečeš, zdaj le bo pa 21, da bo trula, ali pa to, pa če imaš 20, ko recimo. Ali pa 21. Pa si to prve vržeš, pa unda česa, ne? 21. Dobro, bomo.
Jaz sem tudi z 21 že berača igral. Ok, Pač, Jackson. ja, pač imaš, vržeš, probaš, gre, prve, če gre, če Ok, se pravi Piccolo. Ja. Ja. Tako da to je recimo ena taka posebna igra. Drugače pa ne vem, zdaj rekel sem pravila, ne bom tle razlagal, ker tisti, ki gleda to, da jo najverjetneje pozna pravila, če ne pa Taroka. Ja. On, ki gleda petkov, s tem pozna. To je... Taroka. Ne, To je, mislim, ne, pravila so v bistvu... Ja, sej, Unka zna igrati. Imaš na netu dost pravil, ne bova danes o tem, o pravilih. Je pa mogoče ena zanimivost, si vedel, da se da igrati tudi v 2 tarok? S temi kartami? Ja, s temi. So najbrž pa spet posebej pravila. Ne, jaz sem zmer sam v 3 ali pa v 4 igral. Tako. Lahko ti povem na hiter pravila. No, lahko. Dva dobita vsak 3x po 5 kart. Ja. In potem si po 4 karte daš na kupček pred sabo. A ne? Obrneš te zgorno, pogledaš, a je tarok ali pa kralj. Če je tarok ali pa kralj, ga daš k sebi, če ni, ga obrneš tako, da 3 karte se vidijo. In potem v bistvu normalno igraš. Če ti vržeš kjerokoli od teh 3 gor, moraš dati nujno to, dokler ti ne zmanjka teh. Pomagata. Tako. Je drugač dosti dolgočasna, proti v 3 ali pa v 4 je tako, ampak je pa mogoče zaigrati. Ja, kdaj, tako da. Sploh, če se recimo navajaš, če bi koga hotel Tako. naučiti. Ja, da približno razume potek igre. Ja, se pravi, tele, ne, to so avstrijske, ne. Ja, tako. Bi rekel, ko si rekel, da so drugačna pravila. Bi rekel, se pravi, mi uporabljamo ta avstrijska. Ja, tako. Avstro-ogrska, stara avstro-ogrska pravila. Pa se me zanima, če kakšni Madžari tudi to znajo. Samo veš, kaj mi je čudno. Ja. Drugače imaš ti tarokov ful različnih. Pa da so pravila. Ne? Ja, tako. Ti so originalne. Ja, tako. Hočem te igre. Ne, ker sem recimo vprašal kakšne tujce, kateri sem spoznal, ne, sploh, ker so jih veliko, so bili iz Poljske, pa Češke, pa to. Pa niso poznali taroka. Ja, ne. Sem recimo tudi Nemce vprašal, pa je, pač niso vedeli, eni pa z Avstrije, pa rekel je valjda. Ja, ne, Avstrijci to ful poznajo. Avstrija, Slovenija, ta tarok praktično Avstrija, Slovenija. Pa recimo šnops, recimo znajo tudi Avstrijci igrati med tem, kad drugi narodi pač tako. Zanima me, kako je drugače, na netu sem prebral, da tudi na češkem pa slovaškem dost znajo tega, pa na kao južna Poljska. Mogoče sem jaz spoznal tiste, ki niso znali. Ja, tako. V Nemčiji pa tudi bolj, kaj ne, tako, kaj si rekel, bolj ta bavarska, kaj zraven Avstrije. To smo povezani, ne? Ja. Tarok je en od razlogov, zakaj smo kulturno bližji nekim Avstrijcem, kakor pa Hrvatom. Tako. Tako da, ja. Tako. Kva sem hotel še reči? Drugače, včasih so imele slikce na tarokih, a ne? So bile drugačne, kot so zdaj, to so se spremenile. A ne? Včasih so bile, ne vem kaj točno, vse je bilo gor narisano, ampak vem, da recimo na 13, ki je bila upodobljena smrt ali pa to, zdaj ni več tega. Zdaj je ena gospa iz Kuškom. Tako je. Tako. Iz otroci. In tudi bilo je označen, se pravi, da te taroki od manjših so bili kao nižji sloj, pa industrijsko, ki je zrastel, pa pol zmer več. In te slike na tarokih so se v bistvu kar dosti spreminjale. So različno bile pomen in iz tega in zato so tudi v bistvu iz teh tarok kart so ratali tudi taroti, te, ki vedežujejo prihodnost, zaradi tega, ker začel se je iz teh kart se je v bistvu to razvil v to, zdaj so čisto svoje ločene karte, ampak v osnovi zato je bil v bistvu karte taroka, ki so bile te slike in so prek tega vedeževali pa napovedovali prihodnost. Zanimiv je recimo od 1 do 4 taroki
so bili nizki taroki. In včasih je bila posebna igra, ki si lahko napovedal ne samo pagat ultimo, ne, da si povedal, da boš zadnjega, ampak da boš zadnje 4 najmanjše vrgo. Aha. Od 1 do 4 in to so bile še neke dodatne točke, nisem točno. To je bilo pa kar težko izpeljati. Ja, to je bilo ful težko izpeljati. To je bilo še hujka valata narediti. Ja, in v bistvu s tem si ker na prvih 4 kartih so bili narisani takrat ptiči, a ne? In so se imenovali kao ptiče, da boš naredil. Da se je rekel, da boš naredil. Fogla imel. Ja, v bistvu, ja, tako. Tako da, to določene stvari, lik zaradi tega se recimo na eni izmed nižjih kart nahaja tudi ptič, če si kdaj bil pozoren. Ne, ampak takle je en orel. Ja, tako. Tako da, toliko v teh barvah, daj mi pa sam nekaj povej. Koliko misliš, da bi, koliko bi jih znal napovedati cifer, če bi imel samo slike od tarokov? Koliko bi jih znal napovedati? Če ne gledaš. Ja, mislim, kaj... A če vem, kaj je na kakšni sliki? Tako. Pa ne dele gledati. Ne. Zelo težko. Mogoče za ne 5 tarokov. A bi? Ja, po moje. No, da vidimo. A pa moram poznati obe dve? Ne. Ali sam, kva je? Tukaj imaš... Lega majstra. Lega. Evo, tukaj imaš... Se je pa pripravil. Tukaj imaš zdaj karte, na zadnji strani so narisani. Aha, ne smeš gledati, kjer je kjer, tako da zdaj moraš zdaj jih moraš 5 najdeti, ker si rekel, da jih boš 5 pravilnih. Dobro, ta se ne šteje, ker to je. Ja, no, ok. Ok, se pravi, ta je dvojka. Se pravi, rekel, da te 3 ne smeš, Te 3 so kar logični. Se pravi, trulaj očitno zase. Jaz sem iztrulil štev jih. Ok, to je dvojka. Ok, da te vidimo. Bravo! Ja, ne, to vem, da je bilo. Tole je pismo. Ne, tole je 20-ka. 20-ka? Bravo. Aha. Se ti pa kar spremljaš tele karte. 19-ka, a ti nisi videl. Pa dobro, zdaj nek parjah pa že... Bravo. Dobro, zdaj pa zelo ostal. Te večje, ki so ti bolj interesantne. Pa mogoče zdaj 13, ko se boš spomnil, ko sva govorila. Sva rekla, da je 13 je bila... No, kje je una? Teta. Aha, evo. 13. Ja, smrt. Ne, 16. Zajo. To si pa ti zajebo. Ja, ta je 13, to sem pa jaz zajebo. Evo, napaka v sistemu. Sam res, kako sem pa to zajel? Ja. Vse so mi znane, ok, taj mislim, da je 15. Ok, 15, bravo. Pa ti zdober, 2, 4, 5, že 5, no, da vidimo, koliko jih boš še. Dobre, ne vem, zakaj hočem reči, da je ta 4. Probi, se jaz ne vem, veš. Jaz sem se probil to jeti, pa sem delal to, pa nisem. A rečemo 4? 9? Ja. Ja, ta ti ni uspela. Čakaj. Tam vidim, da ima X zraven. Bravo. Koliko vse stale. 10 je to, ne? Ja. Aha. To, vidiš. Kako si pa to vedel? Pa mi je, se pravim, vem, da je X, da ima, pa se ne spomnim, če bi bila še kaj zraven. Ja. 10 sem jaz vedel, eno izmed redkih, pa 13. Ne vem, kako sem, po mojem lik zato, ker sem 113 ko nekaj pa namudil. Zdaj pa tole, ne, je 18, 17. No, da vidimo. Se pravi, jaz bi rekel, da je ta 17. 18. Pismo. Liho, brat. Dobre. Še zmeraj sem svaka čas. Še zmeraj sem pa nekako tako vedel, no. Ja. Sem že pozabil, kjer sem dal. Tole bo... So 14 že imeli.
Ne. Čak, to mislim, da je 6. 6? Bravo. Jaz bi rekel 14. Ok. Ta ni. Celo sem pa čist spalil. Na, tle ti jih obrnem, da še vidim, kje res že. Aha, hvala. Eto. Čakaj, ne, tam male sem, po mojem tole 9, ne? Ok. Ta je ena od višjih, pa ta tudi. Ok. Se pravi, da bi bilo tole mogoče kakšna 16? 16? 16? 13? 13, dobro. Ne. Pol to. 16 že dal, lej. Aj, ok. Dajmo reči, da da je to 7. Bravo. Ok, ta se mi malo sram, ampak še zmer sem ga vedel. Ta je tudi nižji, čakaj. Ne, ta je pa moj od višjih. Čakaj, 16, Ne, še že, 16 že. 15, 14. 17 že, 18 že, 19 že, 20, kaj ni, 20, Dajmo reči 14. 14. 3. Fuck, ok. Sam si rekel nižji. Ja, pa sem pa na 14 rekel, to ni glih. Ok, ta je en od višjih. Ja. 11. Recimo, no, na 10 je višji. Laviš, kaj bi pomrstih mogo dati, ampak ne, se je v redu. Ja. Se pravi 3 In 2. Prav 8, ki še nisem, ne? Ja. 7, 8. Ta je nižji. Ni, 12, ok. No. Aha, pa dobro, se nima veze. Jaz rečem, ta je višji, ta sta večji od 10, ta je manjši od 10. 14, Ja, ok. In pa? Manjša od 10. 8. Osem. Bravo. Pa kar koli 4. to. Ja. 4. Bravo. Pol sem pa Ja. skoraj vedel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Plus 3. 17. Ja, pa ne, se po mojem, da jih je imel več tam le še, ki jih nisem videl. No, dober. Okrog pol. Pol. Zame je to čisto cool. Zelo dobro. Eno vprašanje, veš, zakaj se na štirki ni IV, ampak je 4 črtice? Si bil pozoren? Predvidevam, da je lažji za uporabnika. Zaradi tega, ker je v dostih so Rimljani in te niso uporabljali za 4, kaj? Ne. Niso uporabljali za 4 IV, ampak 4 črtice. Tudi na mrzkešnih urah ali pa kjerkoli je doskrat 4 črtice, ne IV, in zaradi tega zgodovinskega so se odločili, da tudi tukaj ne bo IV, ampak bodo 4 črtice. Druga zadeva so pa to, zaradi tega, ker so bile prve 4 včasih označene s temi ptiči, ki so bile nižji, da so v bistvu vse samo kao črtice. Pravi, so bili 4 fogli, ne 4. Tako. Okay. Moram reči, da se je ta oddaja ful fajn razvila iz tega. Z neke teorije smo šli pol v igro. Ne? To manjka petkom. Tako da, s tem zaključujemo današnjo oddajo. Upam, da vam je bilo všeč. Drugače v Taroku se da povedati še ogromen stvari, jaz sem milijon stvari še prebral, ki ni, ampak je zgodovina kar globoka tega Taroka, tako da, to so bile le osnove. Še kakšno pametno misel? Zanimalo bi me, kako se je začelo vse skupaj, kdo si spomnil, da ima take karte narediti, pa je pač to bilo Tarok igrati. Ampak to bo za naslednjo oddajo. Tako. Enkrat mogoče. Hvala za ogled. Lep petek.
Ni bilo pametne misli, ampak pametna misel je, čim več igre. igrajte tarok, ker to nas dela Slovence. Bravo. Evo, to je to. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo. Se zagledamo že. Čau.